koalicije, zdaj v njem piše tudi glede Novega mesta, tam ne bi se člani vaše stranke dogovarjali s stranko župana in ne bi prišlo do nekih dogovorov. Kako tisto komentirate? Koliko poznate to? Zelo malo poznamo zadevo. Pričakujemo, tako kot smo tudi včeraj dejali, da pač organi zadevo pogledajo, da organi pregona, Komisija za preprečevanje korupcije, in ko bomo od inštitucij pravne države imeli kaj črno na belem, se bomo tudi ustrezno temu odzvali. Tako da postopki so jasni, stališča naša so jasna in verjemite, da tudi v tem primeru, koliko se bo izkazalo, da gre za napačne zgodbe, da bomo ravnali enako, kot smo ravnali v tem primeru. Tako, samo še nekaj ste že v začetku omenili vandalizem, obsodili to zadevo v Mariboru, če gledamo na sama dejanja. Menite, da imajo ti protesti v take narave tudi politično ozadje? Jaz upam, da ne. Če pa imajo, potem pa je to tudi treba ustrezno preiskati in te, ki so iniciatorji, morebitni, jih tudi ustrezno sankcionirati. Glede, to ni hec, po domače rečeno. To ni hec. To so preresne zadeve, da bi se lahko nekdo igral za tem in spodbujal neke proteste, ker vsi vemo, kaj iz tega lahko nastane. Zadeva lahko spolzi izpod kontrole in takrat je lahko zadeva problematična. In to smo videli, da pri zadnjem protestu so zadeve počasi že šle skoraj čez rok. A se počutite ogroženo? Zaenkrat ne. Hvala lepa.